V decembru je prvi, za njim sta še dva, enako prijazna in dobra moža. Ko s pohore zapihajo hladni vetrovi, ko se snežinke spustimo vse do nižin, ko zadiši po cimetu, po pomarančah, po sveže pečenih piškotih, takrat je december, tisti najbolj čaroben, najlepši, najbolj prazničen mesec v letu, ki se ga vsi tako veselimo. In to je tisti mesec, ko se tudi Slovenska Bistrica, naše mesto, ovije v praznično vzdušje. Takrat, ko zažarijo praznične luči, takrat, ko pridejo med nas vsi trije dobri možje. Tudi letos bodo zagotovo prišli, čeprav bo letos malce drugače, tako kot je bilo v letošnjem letu vse malce drugače. Ampak lahko jim pomagate tudi vi, lahko postanete njihovi pomočniki. Kako? A da dobri možje živijo samo v pravljicah? No, to sicer res drži, ampak ne samo v pravljicah. Kot sem že rekla, lahko tudi vi postanete njihovi pomočniki. Lahko opravite njihovo poslanstvo. Lahko svojim najbližjim, pa sosedom, pa sošolcem, pa sodelavcem podarite svoj nasmeh, toplo besedo, prijazno besedo. Ali pa tudi tisto, česar imamo letos kar veliko. To je seveda čas, tisti, ki nam ga ponavadi najbolj primanjkuje. Je tako, no tudi letos je rekel, da pride med nas prvi, kot smo rekli, Sveti Miklavž, in gotovo je že tukaj nekje blizu. Mislim, da se malce obira, pa poglejmo, kje hodi. Miklavž je sveti mož, morda pa je v cerkvi. Tukaj je! In veste kaj? Parkljev ni, parklja ne smejo v cerkev. Pozdravljeni, pozdravljeni otroci, tisti majhni in tudi tisti malo večji. Kajti, vidite, vsi smo otroci Božji. Sveti Miklavž sem, svetnik. Svetnik in prihajam iz nebes. Dolga je pot iz nebes do zemlje, mnogo stopnic. In jaz sem že star, utrujen. Ampak glede na vso to pričakovanje, vsi tisti, ki me tako pričakujete, sem se potrudil tudi letos in prišel tukaj med vas. Da vas pozdravim, da vam želim vse dobro. Letos je še posebno leto, posebno težko leto in zato se ta letos vidimo v takšni obliki. Ampak vidite, tudi s vsakim dežjem posije sonce in tudi drugo leto se bomo videli v pravi obliki, v živo. Letos bi se obrnil na vas otroci in tudi tisti malo večji otroci s takšno poslanico, da bi pač se zazrli malo vase, da bi videli, da ni vse samo v darilih, da bi videli in da bi bili dobri drug do drugega, da bi bili prijazni drug do drugega, da bi bili strpni drug do drugega, da bi si zaupali, da bi si pomagali in na koncu, da bi se imeli radi. Radi. In zato, če se bo to vse skupaj uresničilo, če bo se vse to uresničilo, potem boste videli, da bodo tudi občutki pravi, prijetni, božanski. Želim si, da bi te moje besede prišle v vašo dušo, v vaša srca. In vedeli boste, začutili boste, da najlepša darila niso zavita. Vse dobro vam želim.